Pa najlepša hvala, no. Repik ste rekli, ne? Ja, repik. A pa mislite, da se ga v lekarni pa ne dobija, ne? Dajte vprašati, mi ga bomo imeli drug teden, sigurno, ker se suši. No se bom pa, ja, pol pa sploh ni problem, če se suši, pol bo že. Bo, brez skrbi. Hvala lepa. Gospa, imate mogoče gorčično seme? Ne, nimam. Kamaj že nič. To so vse čaji. Vse to so čaji, ja, prosim. Začela smo pred 30 leti. Začela sem iz 4-5 rastlinami. Seme sem dobila v Žalcu ali iz Švice. Pustila sem, da te rastline rastejo, dozorijo in sem pobrala seme in sem iz tega seme razsadila. Prej smo hodili v naravo, nismo dobili, pa smo pa rekli, da je športen dan. Samo ta športen dan pa nas smo bili ob cel dan, smo bili ob bencin in nismo nič robe imeli. Skozi to smo mi začeli gojiti in tudi danes zgojimo vse, kar je, pa še nekaj je. Mi zeliščarji ali pa moja družina, vse tista semena, kar ostane, kar pride naprimer semena klele ven ali pa kje drugod, vse nesem nazaj v naravo, da jih poskušamo tudi posaditi. Še prej sem pa jaz imela te tečaje na Vrhnki o zeliščih, to je bilo 80 let ali še prej. Ja, še prej je bilo, smo bili še Jugoslavije, ne? Je bilo v slučaju potrebe vojne. Kadar je vojna, ni zdravil, ni tega, ni unga in bi prišle zelišča na površje. Jaz samo po opisu bolezni dam jaz čaje. Nikoli pa ne postavljam diagnoze. Da zjutraj namočim seno? Pa ali popoldne spijete ali pa zvečer. Mlačen ali kako? Čist po želji. Pa dake iz sebe to, če je mrzlo. Lih tako, seveda da. A da? Seveda da. A pa v mlačen namočim? Lahko mlačen, lahko. Ali pa v mrzlo. Lahko mlačen ali mrzlo. Ja. Ni, a ne da ne. Je ena vrste meta, ampak to ni ta prava. To je ta prava, kot ste vi. Ja. Učke pa telele. Gubice, dosti pokaže, tiste pokaže na srce ali pa na želodec pokaže tiste gubice, barva obraza. Kaj praviš, nekaj pa nisem mogla ustreči. Mlado dekle pride, da rada imela veliko prso. Ja, sem rekla, ja, draga moja, to čas prinese. Zakaj me uporabljate? Največ jem za kumar pa... Za kumara pa... A za jogurt je pa še nisem dala? Ne. Za obare? Ne, jogurt pa kumin, jogurt pa kumare. Ja, to pa je. Pa smetane. To pa je. Kisla smetanco, ne? Gospa se moram dati nazaj. A ja, boste takole? Ja, nisem. Leh prav. Hvala. Sabo vzela, pa vse. Ja. Ali pa v rdečo peso. Jaz če rdečo peso vlagam, jaz krijo v kisu skuham. Pa s tistim kisom, ali pa kumare. V kisu skuham, pa predsedim, pa tako da ni teh semenc noter. Ja, ni za kaj.
dam na te čaje, kot pa v lekarni. Več dam. So sveži, mladi. Tudi doktorji že svetuje kakšne čaje za ledvice, za mehur. Predvsem priporočajo drobnocvetni vrbovec za prostato. Se tudi doktorji vračajo k meni. Kakšna je čista nova zakonodaja, niti vem ne točno, vem, kjer se ne smejo prodajati, ampak kako pa kot tradicionalni pripravki, to bomo pa lahko imeli. Malo ima farmacija lobi, nekaj je pa tudi zelišč takih, kjer se lahko škodujejo. In za tista škodljiva zelišča nič ne rečem, če ne smemo prodajati, ampak za kakšne take, ker naprimer šentjanževke, jaz to že prodajam 30 let in kar naenkrat je ratala škodljiva. Veliko lažje je bilo včasih. Jaz, dokler bo gospa, bom gospe hodila, ker pa gospe bo pa kakšen drug mogoče nadomestnik bil. Pa vnuke, ja, nekdo bo že. Jaz v glavnem mislim, da zelo, zelo dobro počutim. Hvala lepa, gospa. Hvala tudi vam. Gospa, najlepša hvala. Repik ste rekli, ja, ne? repik. A pa mislite, da se ga v lekarni pa ne dobija? Dajte vprašati, mi ga bomo imeli drug teden, sigurno, ker se suši. No se bom pa, pol pa sploh ni problem, če se suši, pol bo že. Bo, brez skrbi. Hvala lepa. Gospa, imate mogoče gorčično seme? Ne, nimam. Kamar še mislično? To so vse čaji. Vse to so čaji, ja, prosim. Začela smo pred 30 leti. Začela sem iz 4-5 rastlinami. Seme sem dobila v Žalcu ali Švice. Pustila sem, da te rastline rastejo, dozorijo in sem pobrala seme in sem iz tega seme razsadila. Prej smo hodili v naravo, nismo dobili, pa smo pa rekli, da je športen dan. Samo ta športen dan pa nas smo bili ob cel dan, smo bili ob bencin in nismo nič robe imeli. Skozi to smo mi začeli gojiti in tudi danes zgojimo vse, kar je, pa še nekaj je. Mi zeliščarji ali pa moja družina, vse tista semena, kar ostane, kar pride naprimer semena klele ven ali pa kje drugod,
se nesem nazaj v naravo, da jih poskušamo tudi posaditi. Še prej sem pa jaz imela te tečaje na Vrhniki o zeliščih, to je bilo 80 let ali še prej. Ja, še prej je bilo, ko smo bili še Jugoslavije, ne, je bilo v slučaju potrebe vojne. Kadar je vojna, ni zdravil, ni tega, ni unga in bi prišle zelišča na površje. Jaz samo po opisu bolezni dam jaz čaje. Nikoli pa ne postavljam diagnoze. Da zjutraj namočim seno. Pa ali popoldne spijete ali pa zvečer. Mlačen ali kako mrzlo. Čist po želji. Čist po želji. Jake iz sebe to, če je mrzlo. Lih tako, seveda da. A da? Seveda da. A pa v mlačen namočim? Lahko mlačen, lahko. Ali pa v mrzlo. Lahko mlačen ali mrzlo. Ja. Ni, a ne da To ima, je ena vrste meta, ampak to ni ta prava. tista. To je ta prava tista. Ja. Učke pa telele gubice, dosti pokaže, tiste pokaže na srce ali pa na želodec pokaže tiste gubice, barva obraza. Kaj prašnak je pa, nisem mogla ustreči. Mlado dekle pride, da rada imela veliko prsa. Ja, sem rekla, ja, draga moja, to čas prinese. Zakaj mi uporabljate? Največ jem za kumar pa Za kumare pa, a za jogurt pa še nisem dala. Ne, Za obare. ne, jogurt pa kumin, jogurt pa kumare, Ja, pa to pa malo je. smetane. To pa je. Kisla smetanco, ne? Gospa, se moram dati nazaj. A ja, boste takole. Okej. Nisem. Leh prav. To hvala. Sabo vzela, pa vse. Ja. Ja, ali pa v rdečo peso. Jaz če rdečo peso vlagam, jaz krijo v kisu skuham. Ja. Pa s tistim kisom, ali pa kumare. Ja. V kisu skuham, pa predsedim, pa tako da ni teh semenc noter. Ja, ni za kaj. Več dam na te čaje, kot pa v lekarni. Več dam. So sveži, mladi. Ja, no. Tudi doktorji že svetuje kakšne čaje za ledvice, za mehur, predvsem priporočajo drobnocvetni vrbovec za prostato. Se tudi doktorji vračajo k meni. Kakšna je čisto nova zakonodaja, niti vem ne točno, vem, kjer se ne smejo prodajati, ampak kako pa kot tradicionalni pripravki, to ima pa lahko imeli. Malo ima farmacije lobi, nekaj je pa tudi zelišč takih, kjer se lahko škodujejo. In za tista škodljiva zelišča nič ne rečem, če ne smemo prodajati, ampak za kakšne take, ker naprimer šentjanževke, jaz to že prodajam 30 let in kar naenkrat je ratala škodljiva. Veliko lažje je bilo včasih. Jaz, dokler bo gospa, bom gospe hodila. Ker pa gospe, bo pa kakšen drug mogoče nadomestnik bil. Pa vnuke Ja, žena. nekdo bo že. Jaz v glavnem mislim, da zelo, zelo dobro počutim. Hvala lepa, gospa. Hvala tudi vam.